Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o moji temeljni življenjski izkušnji, ki me je izoblikovala na določen način in ki me je začela omejevati. Ta izkušnja se je seveda začela v krogu moje družine in vsak otrok, ko se rodi v krogu staršev, potem si nekako privzgoji določen sistem preživetja, glede na to, na kakšen način imajo starši odnos do njega oziroma k čemu ga vzpodbujajo. Jaz v naši družini sem bil rojen kot prvi, torej sem najstarejši otrok, imam še okoli 3 leta mlajšega brata. In moji starši so od mene pričakovali, želeli, da sem resna, odgovorna oseba, da so lahko ponosni name. V bistvu vsak prvorojeni otrok je pod podobnim pričakovanjem staršev, ker rečejo, da če si starejši, si bolj pameten, moraš biti za vzor mlajšim otrokom, bratom in sestram. No, moj oče je pa poleg tega še posebej se trudil za to, da bi naredil veliko dobrega za druge ljudi, da je čim bolj inovativen, da izboljšuje stvari in zelo veliko mu je pomenila pohvala drugih ljudi. Iz tega razloga je bil tudi zelo zahteven do mene, oziroma je bil ter je še vedno ponosen na tisto, kar jaz dosegam v svojem življenju. Posledično sem izoblikoval določen karakter, osebnost, nenehnega dokazovanja, nenehnega izboljševanja, da bi lahko druge navdušil, pozitivno presenetil z tistim, kar vem in kar znam. Problem pri takem odnosu pa je to, da sem bil vzgojen kot osebnost, ki potrebuje nenehno dokazovanje v odnosu do drugih in poveličevanje samega sebe. Torej, vsak otrok je na začetku izjemno vedoželjen in rad raziskuje in se uči. Potem pa je odvisno, ali tudi začne upoštevati druge ljudi kot sebi enakovredne, torej kako se socializira in ali začne tisto, kar je spoznal, kar je raziskal, uporabljati v skupno korist. Pri meni je bilo tako, da sem bil precej slabo socializiran, nisem se veliko družil z drugimi ljudmi in edino, kar je pri mojem odraščanju bilo pomembno, je to, da se dokažem v odnosu do mojega očeta, da je on lahko čim bolj ponosen na mene. In posledično sem izoblikoval življenjski stil, kjer sem podrejal svoje osebne želje pričakovanju in željam mojega očeta. Torej, nisem živel življenja za sebe, po svojih potrebah, ampak so potrebe mojega očeta postale moje osebne potrebe. Ta predprogramiranost me je omejila na ta način, da mi niti ni pomembno, kaj počnem. Glavno je le to, da počnem nekaj, za čimer lahko zadovoljim pričakovanja mojega očeta, oziroma da je on lahko ponosen na mene. In da se
nenehno predstavljam drugim kot neka oseba, ki je bolj sposobna od njih, ki več ve od njih, in da neprestano raziskujem in odkrivam neke globoke skrivnosti, neka znanja, ki jih je zelo težko odkriti, da jih potem drugim razširim. Ampak tak odnos je za druge zelo neprijeten, kajti če hočem samega sebe stalno dokazovati, kot da sem nekaj več vreden, pomeni, da moram druge poniževati. Kajti večvrednost lahko obstaja samo v odnosu do manjvrednosti drugih ljudi. In to je tisto, česar se sramujem, ker ne vzpostavljam enakovrednega odnosa z drugimi ljudmi, temveč neprestano želim pokazati, da sem boljši in bolj pomemben od njih. Gre tukaj za zroben odnos, ki ga želim spremeniti oziroma se ga že več let trudim spreminjati. Zato se zavezujem k temu, da ko komuniciram z drugimi, da sem sedaj veliko bolj pozoren na to, kakšen je kontekst samega pogovora in kakšna je mentaliteta drugih ljudi, kaj trenutno razumejo, kakšno je njihovo besedišče, in da v stiku z drugimi povem samo informacije, ki drugim dejansko lahko praktično v tistem trenutku koristijo. Predvsem pa, da ne poskušam samega sebe doživljati kot nekaj več vrednega, kar se sicer kaže skozi pozitivno čustvo. Skratka, večvrednost se v odnosih kaže kot zaznavanje dobrih občutkov. Ko sem drugim govoril o določenih lastnih odkritjih in predajal vrhunske informacije, sem se dobro počutil, ker sem samega sebe povišal in sem se zdel bolj pomemben, kot so pomembni drugi. Ta občutek dobrih čustev je posledica mojega notranjega konflikta, ker druge nisem obravnaval kot sebi enakovredne in enakopravne, temveč sem jih obravnaval kot manj vredne. In ta polarnost je ustvarila notranji konflikt, ki je povzročila to energijo, ki mi rečemo dobri občutki. Skratka, v marsikateremu predhodnemu videoposnetku sem razložil, da vsa človeška čustva in občutki, ki seveda niso fizični, da nekaj primemo, so posledica notranjega konflikta. Ne glede na to, ali mi ta čustva zaznavamo kot pozitivna ali negativna. Vedno, kadar se v nas ustvari neka čustvena reakcija, je to indikator notranjega konflikta, trenja in posledica tega, da smo v sebi sprejeli neko prepričanje, za katerim smo sebe ali povišali ali ponižali v odnosu do drugih ljudi. Torej, zavezujem se, da v nadaljnjih odnosih z drugimi ljudmi, da jih bom obravnaval kot enakovredne in enakopravne, da bom zelo pozoren na to, kakšne informacije drugim dajem, ali jim dejansko koristijo, predvsem pa, da se bom osvobodil te navezanosti na pričakovanja mojega očeta, da zaživim svoje življenje po principih tistega, kar je najboljše za vse. Da pogledam, kako lahko samega sebe še dodatno izboljšam glede sposobnosti razumevanja, komuniciranja, učenja, in da se izberem neko družbeno pozicijo, za katero bom lahko pozitivno vplival na našo družbo v korist vseh živih bitij
na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.